Lep dober večer vsem skupaj, dragi moji kalivitaši. Vesela sem, da se takole znova družimo na današnjem webinarju. Bomo obravnavali konflikte kot priložnost. Zakaj sem izbrala, oziroma zakaj sva se z Laro odločili za to temo, bom jaz rekla tako, da že nekaj časa razmišljam o tem, kako pomembno je sploh v teh časih, da poskrbimo tudi za naše mentalno zdravje. Jaz verjamem, da se boste vsi strinjali, ker moramo priznati, da obdobje zadnjega leta ni bilo ravno najbolj enostavno. In mislim, da smo se znašli med takimi in drugačnimi izzivi in opažam, da je tudi veliko ljudi v stiskah, tako da glede na to, da je pa naše duševno zdravje eden od ključnih elementov, se pravi tudi eden od temeljev našega celostnega dobrega počutja, se mi pa zdi, da je pomembno, da spregovorimo tudi o tem vidiku. Tako da, ker to seveda ni moje področje, ga bo predstavila psihologinja Lara Delić. Namreč ona poleg tega, da tudi predava na univerzi, je tudi licencirana hipnoterapevtka in še ne vem kaj, en kup enih teh nazivov, ki si jih jaz enostavno ne zapomnim, ampak zdaj glede na to, da ni prvič naša gostja, mislim, da ste jo večinoma že spoznali in da ste tudi v vabilu dobili napovednik, kjer je bila njena osnovna predstavitev. Tako da ne bomo mogoče predolgi za tem uvodnim delom, ampak bom počasi prepustila besedo njej. Samo toliko, da vam še za vnaprej povem, da naš program potem nadaljujemo z eno zelo kratko predstavitvijo vseh novosti, ker se zdaj namreč v Kaliviti lansirali oziroma se pripravlja nekaj čudovitih izdelkov, ki jaz mislim, da bojo res zelo koristni in je seveda na mestu, da jih vsaj na hitro predstavimo, preden bomo potem naredili nek bolj podroben webinar in vsak izdelek posebej tudi predstavili. Tako da zdaj pa predajam jaz kar mojo besedo Lari. Pa kot vedno je pripravila eno predstavitev, slajde, tako da bomo mičkeno lažje sledili temu, kar nam bo povedala. En lep dober večer tudi z moje strani še enkrat vsem skupaj. Moje ime je Lara Delić in sem psihologinja. In danes se bomo pogovarjali o eni zelo življenjski temi, to so konflikti. In sicer so včasih veljali kot nekaj slabega, kot nekaj, kar smo povezovali z prepirom, z povzdiganjem glasu, v skrajnih primerih celo mogoče s pretepom. Vsekakor pa smo jih označevali za neke uničevalce odnosov in izobraževanja in delavnice in smernice na to temo so šle v smeri, kako se konfliktu izogniti. Danes pa vemo, da so konflikti dejansko neizogibni in zelo naravni in pomemben del, sestavni del odnosa. In zato bi tekom te delavnice želela, oziroma tega webinarja... Lahko šaljtaš webinar? Ja, webinar, ker je ena zanimiva, ena psihologinja priznala, veš? Samo trenutek bom še nekaj... Zanimiva po pošti, ti naj jaz pošljem mail. Sam da ga najdem. Da ti pa takoj pošljem, veš? Ja. Dobro, adijo. Lara, po nesreči se mi je vklopila, pa jo zdaj sploh ne najdem. Nič hudega, tudi to se zgodi. Ker nadaljujem? Izvoli, sem utišala. Ja, in se pravi, tekom tega webinarja bi rada konflikte predstavila predvsem kot priložnost in kot sestavni del življenja in kot take jih moramo tudi razumeti in seveda znati uporabiti sebi in odnosu, v katerem smo v prid. Pa poglejmo najprej, kaj so to sploh konflikti. V bistvu konflikt je v najširšem in najbolj preprostem smislu vsako neskladje ali pa navzkrižje interesov, prepričanj, želja. Od takega ga lahko razume, je potem lahko tudi v bistvu notranja zadeva, notranja situacija. Na primer, lahko si želimo pojesti 2 kosa torte na rojstnem dnevu, istočasno pa si želimo biti vitki pa se pripraviti na bikini postavo. In smo potem v notranjem konfliktu, kaj za narediti. Ampak danes bomo predvsem govorili o medosebnih konfliktih,
Tako da medosebni konflikt pa se pravi je takrat, ko imamo vsaj dve osebi, ki si želita ali pa pričakujeta različne stvari. In tukaj sem na tej prosojnici, na tem PowerPointu izbrala eno tako zelo značilno sliko, kadar se pogovarjamo o konfliktih. Dve osebi sta tukaj, ki se prerekata, katera številka je narisana na tleh. In ta slika čudovito ponazarja, kaj se v konfliktu dejansko dogaja. Tale moški, mislim, da je moški v zeleni majici, vidi šestko, medtem ko ženska je pa na drugi strani, pa ima drugo gledišče, drugi zorni kot in vidi devetko. In vsaki svojega zornega kota imata seveda prav. Tudi ta ženska, ki vidi 9, ima prav, in ta moški, ki vidi 6, oba imata prav, oba dva vidita in poznata svojo resnico. Pa vendar je nekdo to številko na tla narisal. In najbrž takrat, ko je narisal, je vedel, katero številko riše. In morda nekje v okolici obstajajo kakšni signali, dokazi, ki pričajo o tem, s katere smeri je pravilno pogledati na to številko. In če sta zdaj ti osebi na tej sliki dovolj osebnostno zreli in če imajo v interesu predvsem razrešiti konflikt, ne pa dokazovati svoj prav, se bosta ozrli naokoli in poiskali v bistvu rešitev, da se boste na koncu sporazumeli. In zdaj, zakaj je to pomembno, če se premaknemo naprej? Konflikti so v bistvu zelo pomembni. Pomembni so za nas same in pomembni so za skupnost oziroma za odnos, v katerem smo. In konflikti so ključni za to, da napredujemo, za to, da rastemo. Zato, da rastemo kot osebe in zato, da raste odnos, v katerem smo. Bodisi je to doma partnerski, je to odnos z otrokom, je to odnos v službi, odnos z stranko. Je pomembno seveda, da razrešujemo in to ugodno razrešujemo konflikte. Kadar smo mi v nekem konfliktu, potem po eni strani dobimo informacije o tem, kaj si sami želimo, kaj je nam pomembno, in po drugi strani dobimo informacije o tem, kaj je osebi na drugi strani pomembno in česa si želi. In je to recimo ena taka super priložnost za krepitev partnerskega odnosa. In razreševanje konfliktov potem odnose poglablja, jih bogati, ključni je za gradnjo zaupanja v odnosu, ko mi uspešno razrešimo neko situacijo, nek konflikt, potem se okrepi zaupanje in dejansko spodbuja spremembe v odnosu, spodbuja napredek in seveda tudi osebnostno rast. In ustvarja nek premik naprej. Zdaj, če si želimo harmoničnega partnerskega odnosa, je seveda utopično pričakovati, da bomo s partnerjem vedno imeli ista pričakovanja, iste želje, iste interese. In skozi ta neskladja, poimenovana konflikti, mi dejansko spoznavamo partnerja, spoznavamo sebe in se tako lažje približamo drug drugemu. Tudi enako analogija se prenese tudi v poslovni svet, celo v odnosu do strank. Najhujše je takrat, ko je stranka apatična. To je veliko hujše kot takrat, ko imamo stranko, ki ogovarja, ker dokler stranka ogovarja, izraža svoje dvome, dokler so v njej neka čustva, potem imamo mi priložnost, da jih dodatno pojasnimo, da okrepimo njeno zaupanje in je uspeh veliko večji, kot če imamo stranko, ki je apatična, melanholična in neodločna, ker potem se ne bo odločila ne proti, pa tudi ne za. Tako da v bistvu konflikt ni slab, je pa lahko slabo naše upravljanje s konflikti. Tukaj pa imamo veliko priložnosti za sebe in za odnose. Pa če se ponovno premaknemo naprej. Nekako v grobem obstaja 5 pristopov k reševanju konflikta. In sicer imamo sodelovanje, ki je nekako v teoriji označeno kot tisti najbolj ugoden način za reševanje konflikta. Sodelujemo takrat, ko v bistvu obe strani, mi in naš sogovornik, s katerim smo v konfliktu,
iščemo skupne rešitve in na koncu najdemo tako rešitev, da smo oboje enako zadovoljni. Recimo primer v službi ugotovimo, da naša klima ni najboljša, da naši odnosi niso najbolj trdni in potem se recimo vsi sodelavci udeležimo nekih aktivnosti za izboljšanje odnosov, naprimer team buildinga ali pa piknika ali pa kakih delavnic. Potem, ne vem, z šefom lahko naredimo načrt, kako bomo sodelovali oziroma kako bomo naše delovne procese izboljšali, da ne bomo več zamujali roko. Se pravi, zamujanje roko predstavlja neki konflikt in mi skupaj sklenemo načrt, kako se bomo temu izognili. Potem imamo kompromis, to je neka taka zlata sredina. Pomeni, da vsaka stran malo popusti. Noben na koncu ne bo najbolj zadovoljen, bo pa vsak dovolj zadovoljen. Pa da dam primer, naprimer, da si mož želi iti na počitnice v kamp, žena bi pa šla raje v hotel. Žena ima rajši luksus, pa je lepo, da se izogne kuhanju pa vsem ostalim gospodinjskim opravilom, vsako je na dopustu. Mož pa malo bolj pustolovec, pa si želi biti malo bolj v stiku z naravo in tako. In potem poiščeta kompromis in greta na koncu v bungalov, da vsak malo zmaga, pa vsak malo popusti. Potem imamo tekmovanje. Tekmovanje je načeloma bolj agresiven pristop. Tudi na tem grafu se povezuje z visoko samozavestjo, z večjo stopnjo samozavesti, z večjo stopnjo izpostavljanja. In utegne za prvi moment zveneti kot agresivno in slabo razreševanje konfliktov, pa vendar je tudi takšen pristop včasih potreben, koristen in tudi pravi. En taki tipični primer je recimo pri vzgoji otrok. Včasih smo z otrokom v konfliktu, pa enostavno ne moremo popustiti, ker vemo, da imamo prav. In takrat, ko vemo, smo prepričani v svoj prav in da je to najboljše, takrat bomo vztrajali pri svojem in poskušali v konfliktu zmagati. Veliko tega je tudi naprimer v prodaji, ali pa en tak primer se mi je zgodil ravno včeraj, ko se nekdo pred nas vrine v vrsti. In potem to ni, bomo rekli, da to ni etično, to ni pravilno in takrat sem včeraj stopila v konflikt in se je potem gospod postavil za mano. Če bi pa bil recimo ta gospod starejši, pa bi videla, da malo težje hodi, pa malo težje stoji, bi se pa verjetno takrat prilagodila. Pa bi ga spustila naprej in potem pridemo na razreševanje konflikta kot prilagajanje. Prilagodimo se tudi recimo, ko so kakšne novosti na delovnem mestu, ali pa recimo zdaj v preteklem letu je bilo veliko nekih smernic, veliko nekih priporočil, kako ravnati, da se v bistvu izognemo okužbi in potem so se nekateri bolj prilagodili, drugi so bolj tekmovalno nasprotovalno pristopili, ampak to bi bil recimo tudi en primer prilagajanja. In kot zadnje, izogibanje, ki ga tudi večinoma povezujemo z slabšim pristopom v konfliktu, pa vendar je večkrat tudi funkcionalen način in sicer takrat se izognemo konfliktu, ko nam nekaj ni dovolj pomembno, da bi izgubljali energijo. Naprimer, imamo eno sodelavko, ki mogoče veliko tarna ali pa mogoče okrog kakšnih stvari preveč komplicira, pa zato, da ravno vsakodnevno z njo nismo v konfliktu, enostavno naredimo tako, da se je izognemo in je lahko tudi to funkcionalno. Vedno pa se moramo vprašati, ali smo lahko dolgoročno zadovoljni z načinom, kako razrešujemo konflikt, kako določen konflikt razrešimo. In če je odgovor ne, da dolgoročno ne moremo biti zadovoljni s tem, potem moramo konflikt rešiti drugače, ker bo slej ko prej začel načenjati odnos. Pa če dam spet en primer, ne vem, žena izobesi neko umetnino v stanovanju, ki je njej zelo všeč, možu pa ni.
Zdaj, če je možu res popolnoma vseeno, se lahko konfliktu izogne, če pa ve, da ga bo vsak dan, ko gleda to sliko na steni, najedalo, da se ženi ni uprl, pa da je vedno po njeno, potem pa je mogoče boljše prva zamera kot zadnja, ne? In spet pridemo do tega, da konflikt sam po sebi ni slab. Konflikt je koristen, pomemben, predvsem pa naraven in neizogiben. Slabo pa je lahko naše upravljanje z konflikti. Pa se dajmo torej pogovarjati o tem, kaj bi pa bilo dobro upravljanje z konflikti. Različne tehnike so, različni pristopi, različna priporočila. Jaz sama zelo zagovarjam veščine mediacije. Zato, ker niso rigidne v navodilih in zato, ker temeljijo na razumevanju in poslušanju sogovornika. Zdaj, mediacija vemo, da je v splošnem to alternativni način reševanja sporov, da takrat, ko sta dve osebi oziroma dve stranki v nekem konfliktu, ko se ne moreta dogovoriti, lahko konflikt skušata razrešiti s pomočjo tretje osebe, ki je nevtralna in ta jih s pomočjo vprašanj, določenih tehnik in pospeševanja in spodbujanja dogovora pripelje do takšne rešitve, da sta potem obe stranki lahko zadovoljni. In mediacija ima mnoge pozitivne učinke. Tekom mediacije se mediator trudi, da se odnos med sprtima stranema izboljša, da se tudi v prihodnje zmanjša zaostrovanje in možnost drugih konfliktov in tudi, da se razvijajo učinkovitejše tehnike za dialog, za dogovarjanje, za razreševanje v prihodnje. Kaj pa je za nas v vsakodnevnem življenju iz tega pomembno? Pa če se spet premaknemo naprej. Meni je zelo všeč, da je eden izmed ključnih principov mediacije ta, da ni vedno nujno dokazati, da imamo prav. Ni nujno najbolj pomembno in tudi ne najbolj funkcionalno in tudi ne najboljše za nas same. To, da mi zmagamo in da na nek način dokažemo, da imamo v konfliktu prav. Sploh ne v takih odnosih, ki so dolgoročni. Sploh ne s takimi osebami, s katerimi veliko sodelujemo. S takimi osebami, ki so nam blizu in pomembne. So družina, partnerski odnosi, prijatelji, otroci. V mediaciji tudi vedno govorimo o tem, da je konflikt večplasten in se to primerja z čebulo. Zakaj za čebulo? Zato, ker vemo, da čebulo lahko do jedra lupimo. Najprej olupek dol, potem pa so tudi v bistvu ti listi v čebulici, se jih da tako lepo narazen in s tem v mediaciji skušajo ponazoriti, da je vedno nek globji smisel, neka globja logika v konfliktu. In čeprav tale izvor ali pa prepričanje, ki povzroča konflikt, ni vedno racionalno, je pa vedno logično. Pa se bom še kasneje vrnila k temu. In kot tretji ključni princip, ki bi ga izpostavila, je pa iskanje sporazumne rešitve, od katere imajo vsi koristi in zadovoljstvo. Se pravi, kadar se trudimo za neke dolgoročne odnose, je ključno, da smo na koncu vsi dovolj zadovoljni in da imamo od nekega dogovora, ki ga sklenemo, od razrešitve konflikta, vsi korist. Tudi če popustimo, da to, da smo popustili, predstavlja neko korist oziroma neko ugodno izhodišče za nadaljnji odnos in za prihodnje. Kako se pa ti principi potem kažejo v praksi? Imamo pa na naslednji strani. In sicer mediacija se izvaja skozi 4 osnovne faze, ki so v bistvu čisto preproste za razumeti in tudi zelo preproste za uporabiti v praksi v vsakodnevnih situacijah. In prva je ta, da se definira, kaj je sploh problem, zakaj je prišlo do kratkega stika. V drugi vrsti pa, da se potem ta problem razišče.
razišče v smislu, zakaj je mene ta situacija prizadela, zakaj je tebe ta situacija prizadela, kaj si ti želiš, česa si jaz želim. Ali je v ozadju tudi kaj druga. In to je potem tista čebulica, o kateri smo govorili, pa bom tukaj dala en konkreten primer iz mojega življenja. In sicer sva se z partnerjem večkrat zakačila okoli tega, da je on bil prepričan oziroma imel občutek, da se jaz preveč nekih odločitev okrog otroka sprejmem sama. Meni se je zdelo, da so bile te odločitve banalne in v bistvu nisem hotela njega obremenjevati s tem. In mi ni bilo jasno, zakaj se on toliko jezi. Zakaj ga v bistvu to toliko vrže stira in zakaj dela iz teh muhic slona. Tako se je meni zdelo. Potem, ko sva se pa pogovorila, pa je on rekel, da ima občutek, da ga jaz izključujem iz otrokovega življenja, da on ne more svoje vloge kot oče izvajati. In moj partner ima tudi, je v bistvu imel že prej družino in ima otroka iz prejšnjega zakona in so tudi tu bile v bistvu neke zadeve, ki jih je on potem preslikal v to najino situacijo. Ko so se meni zdele moje odločitve glede tega, ne vem, da je šel otrok mogoče k babici spat, pa se o tem prej nisem z njim pogovorila, se meni to zdela pač banalnost oziroma se mi ni zdelo taka velika stvar, da bi moglo njega to tako razjeziti. Ko pa sva se pogovorila, pa sem ga razumela. In to je tisto, kar mediacija poudarja in kaj zagovarja. Da je predvsem pomembno, da se sprti osebi, sprti strani med sabo skušata razumeti. Ker takrat, ko se bomo razumeli, takrat ne bomo več jezni ena drugega, ampak bomo potem lažje našli rešitev, s katero bomo oboji zadovoljni. In se bo lažje rešitev poiskala, se lažje sklenil dogovor, kar je tretja faza. In kot četrta tudi, da se bo potem izvajanje te rešitve in tega dogovora, da se bo potem to spremljalo. Zato, da se tovrstne kratke stike tudi v prihodnje v bistvu prepreči. To pa tudi zato, ker je navada železna srajca in včasih nas hitro potegne nazaj v neke stare vzorce. Poudarila sem, kako pomembno je razumevanje, kako pomembno je sočutje, kadar rešujemo konflikt. In zato je pri tem zelo pomembno, da ko iščemo rešitve, ko raziskujemo problem, da veliko sprašujemo. Ker dejansko s poslušanjem potem pridobimo informacije in šele s tem dobimo vpogled v to, zakaj neka oseba misli, da je tam narisana 9, zakaj pa druga misli, da je 6. In tukaj pri orodjih sem posebej izpostavila aktivno poslušanje. Mi večino časa mislimo, kako dobro poslušamo. Dejansko pa raziskave kažejo, da mi, ko poslušamo, dejansko temu posvečamo 25% svoje pozornosti. Torej 25% pozornosti posvečamo poslušanju. Večino časa, sploh kadar smo v sporu, mi ne poslušamo. Mi poslušamo na četrt, istočasno pa že svoj odgovor pa proti argumente v glavi pripravljamo. In s tem svojega sogovornika ne moremo slišati. To navadno počnemo predvsem takrat, ko smo tekmovalni, ne pa takrat, ko smo sodelovalni. Smiselno je povzemati, kaj smo slišali in s tem preveriti, ali smo pravilno razumeli, ali si pravilno predstavljamo, ali pravilno razumemo. In kot zadnje, se v mediaciji spodbujajo jaz sporočila, to je v bistvu ena tehnika sporočanja. Glavno pri tem, oziroma najbolj pomembno pa je to, da pri tem govorimo o sebi in o svojem doživljanju. Se pravi, ko ti ravnaš tako in tako, se jaz počutim zapostavljeno, mene to prizadene, se jaz počutim, da me ne spoštuješ dovolj. Zakaj je tako pomembno, da govorimo o sebi? Zaradi tega, ker nas v nekem prepiru hitro odnese v smer, da mi krivimo drugega za lastno počutje, ti me razjeziš, ti me užalostiš, ne?
In hkrati tudi prelagamo odgovornost za svoje počutje na sogovornika. In kaj naredimo takrat, ko drugega krivimo za svojo nesrečo, za svojo žalost, za svoje slabo počutje? Vklopimo njegove obrambne mehanizme. In takrat izklopimo njegovo aktivno poslušanje, ker se njemu verjetno kar zvrstijo vsi protiargumenti in protiudarci v glavi in samo čaka, da vdihnemo, da nas nazaj napade. In tako seveda ne bomo ugodno razrešili konflikta, ne na način, da bi odnos krepili in da bi to predstavljalo neko priložnost za rast in za krepitev odnosov. In še kot zadnje, na zadnji strani, tako, bolj kot koraki v mediaciji, bolj kot orodja, ki sem jih tukaj skušala sistematično našteti, si želim, da iz današnjega webinarja odnesete predvsem to, da so za pozitivno, za ugodno razrešitev konflikta in za to, da bodo konflikti delovali nam v prid, pomembno, da razvijamo sočutje do sogovornika, da si res želimo razumeti, zakaj njega nekaj razjezi in zakaj ravna tako, kot ravna. In to vse skupaj bo samo še okrepilo našo težnjo, da problem razrešimo, tako da bomo oboji na koncu zadovoljni. Ponovno bi se vam zahvalila, da sem lahko bila danes z vami. Hvala za vašo pozornost in za vaše zaupanje. Če imate še kakšna vprašanja, pa evo zdaj z veseljem na njih še odgovorim. Če najprej pogledamo tiste zadnje stvari, ki smo jih lansirali, zdaj že dobivamo nekako prve povratne informacije. In jaz mislim, da smo od tele naše ekološke zobne paste pa do izdelkov Partija pa Boost Up lahko res zelo zadovoljni, ker smo šli v neki smeri za trendi in za potrebami na trgu. Mislim, da je to zelo pomembno. Tudi meni osebno je tale pasta zelo prijetnega okusa v primerjavi s prejšnjima dvema, ki mi nista bile tako zelo simpatične, moram kar po pravici povedati. Tako da tukaj se mi zdi, da je res en napredek, da je bil v pravi smeri, no. Hkrati pa bi mogoče samo povedala to, da če niste prej uporabljali ekoloških past, ne se ustrašiti, ker se zadeva ne speni v ustih tako kot ostale klasične zobne paste, ker nima seveda umetnih penil. In je v bistvu sam občutek ščetkanja za to pasto malenkost drugačen, no, kot z drugimi zobnimi pastami. Pušča pa zelo prijeten okus, res tisto limono vohaš, občutiš potem še dolgo časa, tako da je zelo, zelo prijetna. Zdaj za Partija Up jaz upam, da nam bojo kaj sprostili ukrepe, da bomo vsaj čez poletje si lahko privoščili tudi kako zabavo, pa da ne bo negativnih posledic mačka, mislim, da nam bo kar prav prišel. Boost Up pa dejansko ob tempu, ki ga imamo pa danes, praktično potrebujemo že skoraj vsi. Pa ne bom rekla, da upokojenci slučajno ne bi tega rabili, ker se mi zdi, da vse tiste upokojence, ki jih jaz poznam, itak nikoli nimajo časa, ker so še bolj zasedeni kot mi, ne. Tako da pa že mi imamo nor tempo, skratka, mislim, da bo prišlo prav kar za vse. Torej, zdaj pa pojdimo na tisto težko pričakovano, in sicer v četrtek smo dobili robo in z njo je prišel novi Immuno-Pyrex. Torej, gre za izdelek, ki je bil v osnovi razvit prav za to obdobje, se pravi, sami veste, da smo se zdaj zadnje leto znašli v nekem čudnem obdobju, ne. Tako se govori samo še o koronavirusu, ampak dejstvo je, da zimsko obdobje, jesensko obdobje prenaša pač neke klasične prehlade, gripe, različna respiratorne okužbe in v tem pač obdobju moramo biti še toliko bolj pozorni na to, da se ustrezno zaščitimo. No, prav z tega vidika je Kalivita zdaj razvila en krasen izdelek, ki nas v bistvu ščiti pred patogenimi mikroorganizmi. Mogoče samo, če na hitro povem, če kdo ne ve, kaj so patogeni organizmi, to so v bistvu tisti mikrobi, ki nam, bom čisto po domače povedala, ki nam lahko škodujejo. Ker mi imamo, tako kot imamo recimo v črevesju dobre in slabe bakterije, tako imamo tudi dobre mikrobe in pa
bom rekla, če pa jih preveč določenih, nam pa tudi škodijo. In recimo razne glivice, virusi, bakterije in podobno, plesni, skratka, sploh ko pride tega preveč, se naše telo začne z njimi spopadati. Skratka, da bi se pa lažje spopadali z njimi, je pa bila pripravljena ena posebna formula z res sinergistično kombinacijo sestavin, ki nas v bistvu preko vitaminov, mineralov pa drugih aktivnih sestavin zeliščnega izvora v bistvu vodi do nekega boljšega zdravja, v smislu boljše zaščite pred različnimi patogeni. In Immunvirix v bistvu podpira telo večplastno, tako da ne samo, da ga pripravi na to, da bi morebitno lahko prišli v stik, pomembno je tudi v bistvu blokira to, da sploh ne pridejo te patogeni v naše telo, tako da imamo tukaj v bistvu preko več različnih sestavin, recimo beta-glukan je tak, ki pomaga izboljšati pripravljenost imunskega sistema. Redno uživamo, v bistvu zmanjša resnost pa pogostost okužb, medtem ko se to blokiranje patogenih, če se lahko tako izrazim, je predvsem v smislu vloge samega cinka. Mislim, da cink več ali manj pri krepitvi našega imunskega sistema že vsi poznamo, tako da njegova vloga je to, da prepreči v bistvu vstop, naselitev in pa razmnoževanje patogenih mikroorganizmov v našem telesu. Potem vitamin D recimo zagotavlja normalno pravilno delovanje našega imunskega sistema in tudi nadzira njegovo delovanje, regulira morebitno preveliko aktivnost. Potem imamo notri tudi to orientalsko začimbo kucu, ki jo mogoče malenkost manj poznamo, nam ni tako blizu, kot so ostale sestavine, ampak ta ima krasen protivnetni pa antioksidativni učinek. In potem imamo pa še kvercetin, to je pa v bistvu flavonoid, ki ga sicer najdemo predvsem v rastlinah, v sadju in pa v zelenjavi in lepo podpira in regulira delovanje našega imunskega sistema. Predvsem pa zmanjšuje ravni citokinov, v bistvu to, kar spodbujajo nastanek vnetij. In hkrati pa še ima eno tako pozitivno lastnost, zavira nastanek krvnih strdkov, sicer ni direktno povezano z imunskim sistemom, ampak še en tak plus izdelka. Na koncu pa tudi velika doza Lactobacillus rhamnosus, se pravi seva probiotikov oziroma mlečno-kislinskih bakterij, kot jim po novem pravimo, lahko pa seveda zmanjšajo pogostnost pa tudi resnost okužb dihal, zmanjšajo trajanje bolezni. Mislim, da to mi v Keleviti že kar stalno ponavljamo in več ali manj poznamo vse te učinkovine. Skratka, kombinacija, mislim, da ste zdaj videli, da je kar dobro zasnovana. Jaz se ne bom zdaj spuščala preveč v podrobnosti, bomo v enem od prihodnjih webinarjev ta izdelek res bolj podrobno predstavili. V osnovi je mišljeno, da se odmerja ena kapsula dnevno, kar pa je pomembno, da so pa tudi zeliščnega izvora, tako da je seveda primerno tudi za vegane. Tako da zdaj so v bistvu vsi trendi taki, da se izdelki nekako delajo na tej rastlinski osnovi. Ena škatlica ima 30 kapsul in seveda te kapsule nimajo nobenih umetnih barvil oziroma drugih aditivov. Še druga novost, ki prihaja, pa je nov proteinski shake, imenuje se Shake One Pure. Pure pomeni čist oziroma prečiščen, kar pomeni, da so v njem res tiste najbolj kvalitetne učinkovine. Zdaj, mislim, da ne samo v korona času, ko smo bili še toliko bolj zaprti med štirimi stenami nasploh, se mi zdi danes, da nas naš življenjski slog precej sil v nek sedeč način življenjskega sloga. Smo v službi, smo non-stop za računalniki. Jaz se velikokrat najdem, da sem takole kot tale gospod na levi, kar lezem bolj kot ne v ekran. Ali pa potem tudi, ko počivamo pred televizijo, ali pa če brskamo na socialnih omrežjih po telefonu, ali pa če beremo, smo spet ponavadi nekje v sedečem položaju in to na koncu ponavadi ne prinese nič dobrega, ker naše telo ni narejeno za sedeti, pa zdaj v teh časih, ko smo še dosti pod različnimi pritiski, bili takimi in drugačnimi, se potem znajdemo še v situaciji, ko se mogoče še tolažimo s kako čustveno hrano, z raznimi prigrizki in tako naprej in lahko seveda to potegne tudi za sabo kakšne posledice na pridobivanju telesne teže. Pa se znajdemo v nekem začaranem krogu
In zdaj glede na to pa, da je tudi to, da ohranjamo zdravo telesno težo, eden od pomembnih vidikov našega zdravja, pa si lahko tukaj pomagamo z izdelkom ShakeOne. Zdaj, zakaj je zelo priročen? Zato, ker ga enostavno hitro pripravimo, lahko ga vzamemo s sabo, si ga namešamo kjerkoli, ali kakor v shakerju nesemo že pripravljenega, pa ga imamo potem, ne vem, v službi za malico ali pa ga vzamemo na pot. Skratka, na 1, 2, 3 imamo pripravljen v bistvu nadomestek enega obroka. Lahko seveda nadomeščamo tudi več obrokov dnevno, sploh če se ločimo kakšne shujševalne diete, lahko namesto malice, lahko namesto večerje, pridobimo v bistvu en kvaliteten obrok z veliko proteini, pa po drugi strani zelo malo kalorij. Tako da z tega vidika, kot so že nekako namigane, je zelo primeren pri samem planu izgubljanja telesne teže oziroma vsaj ohranjanja zdrave telesne teže, tudi pri preprečevanju v bistvu izgube mišične mase. Zelo pomembno v bistvu ne samo za tiste, ki hujšajo, ampak tudi v starejših obdobjih vemo, da je običajno kar velik problem za samo atrofijo in v bistvu starejši ljudje izgubljajo na mišični masi in z tega vidika je vnos kakovostnih proteinov v bistvu zelo pomemben, poleg gibanja in telesne aktivnosti. Zdaj, če ga uporabimo po samem treningu, je fina hrana tudi za naše mišice, se pravi, da jih regenerira. Na koncu pa tudi za vse tiste, ki imamo pa po angleško pravi temu sweet tooth, se pravi, da smo nori na sladkarije, pa fino, da lahko nadomestimo v bistvu nekaj zdravega, pa s tem v bistvu tisto željo po sladkem nekako ubijemo, se pravi, da ne postegamo po nekih čokoladah, torticah, piškotih, ampak si rajš privoščimo nek nizkokalorični. Tako kot sem že omenila, več ali manj je primeren ta izdelek, če se lotimo neke shujševalne diete. In mislim, da je bil slogan več dobrega in manj slabega, v osnovi mišljeno predvsem, da se v primerjavi z prejšnjima shakoma razlikuje ta nova verzija v tem, da ima še več proteinov, ima jih 80%, to je v bistvu res zelo kvalitetna vsebnost proteinov, po drugi strani pa manj ogljikovih hidratov, manj maščob, pa manj sladkorja. Se pravi, manj tistega, kar v času hujšanja ne bi uživali, nekako pa v bistvu zadovolji to našo potrebo po beljakovinah, ki jih v osnovi običajno premalo uživamo. Zdaj, kar je zelo pomembno, da je ta izdelek primeren tudi za vegane, torej za razliko od prejšnjih shakov, kjer je bila osnova sirotka, so tukaj proteini rastlinskega izvora in zato v bistvu je primerno tudi za vegane in pa za vegetarijance, torej da tudi oni dobijo vse potrebne proteine in pa druga hranila, ki jih pač potrebujejo. Dala sem samo, da vidite, kakšne so učinkovine, ker jih je ogromno. Ne bom se poglabljala v njih, to bomo res obravnavali na enem od prihodnjih webinarjev, samo zato, da veste, da smisel izdelka oziroma kaj lahko pričakujete od njega. Slogan je bil pa tako, da naj ne čakamo, zdaj s pripravami na poletje, zadnji moment, oziroma kot bi ona naša pesem rekla, ne čakaj pomlad, ne čakaj na maj, se moramo že kar zdaj pripravljati tudi za poletje. In če želimo kaj narediti, da zaužijemo malo manj kalorij, je lahko to tudi eden pripomoček, seveda poleg vseh ostalih dejavnikov, ki jih moramo seveda pri nekih dietah upoštevati. Zdaj, na voljo so pa tako, imamo 30-gramsko pakiranje, pa na voljo so posamezni tudi zavojčki, tako da lahko bi recimo tudi čisto ločeno te zavojčke kupili v osnovi v tem 300-gramskem pakiranju. 300-gramske, narobe sem napisala, tukaj se opravičujem. Odmerek eden je v bistvu noter dozirka, tako da ta merilna žlička naj bi bila 30 gramov in to je ta dnevni odmerek in en zavojček, ta se pravi cela vrečka naj bi bila za približno 16 teh dnevnih odmerkov. No, zdaj spremenjen je pa tudi okus in sicer bo okus bele čokolade z takim nežnim pridihom maline. Tako da za razliko od prejšnjih dveh ne bo tako sladek, ker to je bila največja kritika tudi prejšnjih dveh, saj tudi meni osebno sta bila prejšnja dva presladka, pa sem si jih mogla kar bolj konkretno rečiti. Ampak kot vidite, ena porcija ima samo 105 kalorij.
Se pravi, če si vi seveda z vodo, ne, v 3 deci vode zmešate eno porcijo teh proteinov, boste zaužili samo 105 kalorij, to je neverjetno malo, ne. In eno pakiranje celo, no, bo pa stalo 33 evrov. Še prej za Immunvirek sem vam pozabila povedati, ne, pa mislim, da 29 evrov pa pol. Ne, 28,5. Ker tale novost je pa naslednja, pa prihaja šele sicer aprila, tako da danes ne bomo, res samo omenim, pa prihaja prav s tem razlogom, ker smo se tudi danes že malo pogovarjali, da je veliko ljudi v nekih apatičnih stanjih in obupanih in da bomo poskrbeli za malo boljše razpoloženje, no, se bomo lahko tudi podprli z učinkovinami, ki nam bojo pomagali do tega, da bomo lažje premagovali občutke izgorelosti pa obupa, ki so žal danes prepogosti spremljevalci v družbi. Jaz opažam, da število ljudi z depresivnimi stanji in z drugimi motnjami res narašča, kar je precej zaskrbljujoče, no. In mislim, da je tudi naša dolžnost, da ne pozabimo na take situacije in poskrbimo za to, da bomo čim boljše bolje mi in seveda tudi ljudi okrog nas. No, na koncu vas pa spomnim samo še na februarsko akcijo in sicer pri nakupu teh izdelkov, ki jih imate na sliki, Joint Protect Forte, potem imamo Triple Potency Lecithin, Rhodioline, Beauty Formula, C300+, in pa Acidoflus, lahko prejmete 20% popust, če kupite vsaj 3 izdelke. Lahko so isti, lahko so različni, jaz mislim, da so tele izdelki res nekaj takega, kar imamo več ali manj vsi doma, oziroma kar lahko zelo hitro uporabimo in dajte izkoristiti, no, to ugodnost, ker moram vas tudi obvestiti, da se z 1.3. Spreminjajo cene, sicer ne bo velike spremembe, ampak zaradi dviga cen surovin bomo tudi mi primorani malenkost korigirati cene. Zdaj to še usklajujemo, ker smo dobili direktivo iz Matice, tako da bom nekje proti koncu tedna vam lahko tudi poslala potem, kakšne bojo spremembe, no. Ne bo pa to nekih velikih odstopanj, tako da ne se ustrašiti, ne bo zrastel zdaj za, ne vem, 30%, to govorimo o parih procentih, nekateri izdelki bojo celo ostali nespremenjeni. No, tako, zdaj pa jaz mislim, da sem zelo izčrpno povedala vse, kaj nas čaka. Torej, Immunvirek imamo že v prodaji, Pure One prihaja ta mesec, medtem ko Cheer Up prihaja nekje v sredini aprila. Tako da toliko, da veste, zdaj kaj se še pripravljam, se mi zdi, da je prav, no, da ste na tekočem z vsem in da tudi veste, da boste dobili vse ustrezne informacije, da boste tudi znali potem še komu naprej predati. Okej, zdaj tisti, ki morate iti, vam želim lahko noč, se vam lepo zahvaljujem za vašo udeležbo. Jaz upam, da ste dobili veliko uporabnih informacij, še posebej se Lari zahvaljujem za krasno predavanje danes o konfliktih. Tudi ta del mislim, da nam bo zelo prav prišel. Seveda pa tudi dobro, da smo zmeraj ažurirani z aktualnimi informacijami, se pravi, kaj se novega dogaja v Kaniviti in kaj lahko še pričakujeme, kakšne so obeti. Hvala vam vsem še enkrat. Zdaj pa pojdite naprej uživati v večeru. Hvala. Hvala. No, lahko noč. Čau, čau. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.